Avto ni ta prav kupe, če imaš 4 vrata. Kva se zdaj to greste? Dobro jutro. Danes bomo pa vse skupaj malo drugače zastavili. Za začetek, tole je BMW 4 Grand Coupe. Tako kot sem že zadnjič povedal v vlogu 424, BMW-ji, ki imajo v imenu štirico, ta je eden izmed njih, so bili pred kratkim, mislim v začetku leta, prenovljeni. In ker v osnovi za vse približno enak velja, nove luči, malo nategnen ksih, pa par sprememb v notranjosti, se tega ne bom dotikal. Če te zanima, kaj točno, pa vsaj približno je novega, pa pa pogledati tisti vlog, 424. Pa tudi klasičnih sladko-kislih ne bom naredil, ker se mi zdi, da so vsaj povezavi s tem avtom vseeno malo predvidljive. Raje bi se razgovoril o drugih rečeh. Kako zdaj to misliš predvidljive? Ele sladke bi bile verjetno kva, videz, pa vozne lastnosti, pa pogonski sklop, pa take reči. A kaj bi bile pa kisle? Brez skrbi, da mi najdu še prav vsakmu avtu sem in čisto vsak avto jih ima. Veš, jaz bi teh par minut pa par besed porabil za to, kaj ta avto pravzaprav je. Ker za Grand Coupe je jasno, da se vsake toliko časa znajdejo eni takšni nemilosti, ne? Včasih zaradi oblike, ne? Predvsem pa folk zelo rad pravi, da ta avto ni netečne maš. Ajde, po eni strani je res BMW, tako kot večino drugih znamk, na vsak način hoče prodati še več avtov, zaslužiti še več denarja. To pa dela predvsem z nišnimi modeli, ker ta avto, ta je nišen model, je nekaj posebenega, če tako pogledaš. Sploh je pa veliko tistih, pa moram priznati, da včasih tudi jaz v to grupo padem, ne, ki pravijo, ali pa pravimo, avto ni ta prav kupe, če imaš 4 vrata. Kva se zdaj to greste? Ja, to je po eni strani čist res, ne moram zanikati. 4 Grand Coupe tudi približno ni ta prav kupe, to je v bistvu ene vrste paradoks. Ampak to je težko zanikati, ta avto kot karoserijski hibrid nekako deluje. Mislim, ker se enkrat malo lotaš tele oblike, pa ga malo boljš pogledaš, se res deluje, kot en tak kupe. Streha zelo lepo pade, vidiš? No, ajde, z tega kota ni najbolj eleganten, ne? To je treba priznati. Ampak v celotno igro prenaša pa kot kvazi kupe eno tako zelo veliko mero uporabnosti. Predvsem zaradi tega zadnjega dela, ker kufra je za 480 litrov. Pa nije to pogrešna brojka, a? Pa čistko za foro, daj poglej kakšna luknja rata, ki ti odpreš kufer. Vidiš, kakšen dostop imaš ti do njega? Veš, tole kartico imam pa na ruzako sam zato, da se vsake toliko časa spomnim, kako je bilo luštno na Portugalskem, ko sem vozil tale avto. Pa daj komotra, zakaj zdaj AMG-a tlačeš v video o BMW-ju? Zato, ker tale avto ima enega frišenga tekmeca, pa mogoče prihaja z BMW-a. Pa mogoče bom tudi z tega vozil na dirkališče na Portugalskem, še pred koncem tega leta. Ampak pojmo nazaj k bistvu. Ta prva stvar, ki torej govori v prid temu avtu, je povečana uporabnost napram navadnemu kupeju. Mislim, ne poglej to, no. Takole se odpre. Je pa vsem treba priznati, da ga tale zadek Evropa malo tiste športne elegance, ki jo ima šterka na pretek. Ta pa, mislim, ne toliko, no. In po eni strani si ta avto čisto zaslušal znako družinsko uporaben, ne. Čeprav tukaj ni prostora na pretek, ne. Se mi zdi, da ga je manj v trojki, ampak več kot v navadni šterki, ne. Pa mimogrede zici, te se podirajo v razmerju 40-20. 40 in ki jih podreš, imaš pa tukaj Jurija 300 litrov veliko luknjo. A ti malo kabino pokažem, ker to vem, da premalkrat naredim. Lej, takole izgleda voznikov deloven prostor. Pa če že moram pri kabini izpostaviti en highlight, pa naj bo to detajl, je pol je to volan. Prijetno mesnat, mislim, glih prav debo, da ga je vesele skozi v rokah držati. Pa še dve stvari, prostora za glave v drugi vrsti ni na pretek, mislim, za otroke ga bo več kot zadost. Druga stvar pa, kot odpiranja telih vrat je ogromen in zato je vstop oziroma izstop v drugo vrsto vrhunski, mislim, sploh za tak avto. Če bi moral izpostaviti pa eno stvar pri zunanjosti, mislim, najprej sem hotel reči paket M, zato ker vse skupaj, mislim, dosti dobro zgleda, ampak bom raje še rekel barva. Jaz ne vem, če na videu dobro skozi pride, ne? Tale barva v živo, če jo sonce poč z ta pravega kota, vidiš, z tega kota se dobro vidi. Tako lepo popne. Drugače mislim, da sem povedal to, kar sem mu zapovedal. Predvsem pa, da sem mogoče malo boljš razjasnil, zakaj ali pa za koga bi ta avto znal biti uporaben. Pa preden ga vrnem, pismo ne morem se izogniti, da ne bi vseeno rekel eno ali pa dve na temo voznih lastnostih, zato ker to je ena izmed stvari ali pa to je tista stvar, ki je ta avto po mojem mnenju najboljš počne. Vse to motor je super, lepo se vrti, spet je 330 varianta, kar pomeni, da ima dobrih 250 bencinskih konjev, menjalnik super dela, dobro potegne, povprečna poraba, ko sem jaz avto vozil, je bila med 8,7 pa 9,0. Hitrost tudi kar dobro nabira, moram reči. Mimogrede BMW-ja sem vrnil, pa sem zdaj spet nazaj v Steldiju, pa veš kam se zdaj pelem? Po nalepke. Sem se ravno kar pripeljal v Mengeš, tukaj k Klemnu,
Poglej. Me pa tudi malo veseli, da sem se danes sem pripeljal, zato prav, da imam poseben avto tudi. Paše! GT2! God damn it! Ne vem, če sem zdaj že sploh kakšnega videl, tako užival v divjini. No, tako ne, dosti hujših Porschejev z tega, pač jih ni, mogoče 2, to je pa to. Evo, roba pripravljena, dec Klemen je naredil tako, kot ponovadi, vrhunsko.